Kot pravi črnomaljska županja, so se zaradi nenehnega širjenja strahu in dezinformacije odločili, da povabimo ministra, da ljudje iz prve roke zvedo dejansko situacijo, da ni potem tistih nenehnih očitkov, da mi nekaj prikrivamo. Na 2,5 ure trajajočem sestanku je minister zbranim predstavil trenutne razmere in odgovarjal na njihova konkretna vprašanja. Zagotovil je, da trenutno ne načrtujejo sprejemno-registracijskega centra v Beli krajini, da so varnostne razmere zagotovljene in da ni razloga za preplah. Tehnične ovire ostajajo na meji, to je tudi ukrep, ki ga pravzaprav ta vlada še vedno ima in pravzaprav nadaljujemo z temi ukrepi, kot so. Tam, kjer je to potrebno, se tudi to postavi. Tako so že pričeli s postavitvijo dodatnih panelnih ograj od Prokšljevega mlina pri Vinici do Očakovcev. Postavili pa jih bodo tudi pri Preloki in na drugih območjih, kjer beležijo več nezakonitih prehodov Kolpe. Situacija se obvladuje glede na, prehode, ki so zdaj, in jaz si srčno želim, da bi teh prehodov bilo čim manj in čim manj vseh ostalih spremljajočih aktivnosti, ki se nam dogajajo, predvsem na strošek občine. Živeči ob Kolpi, ki so sicer pohvalili sodelovanje s policijo, pa si želijo, da bi se tok migrantov zaustavil. Gremo čez Kolpo odplavati midva čez, pa nas bojo Hrvaški ustavili. In vrnili nas, ne bomo ostali tam. Da to razumem, ampak kako bi to naredili? Kdo ima ta odgovor za to? To je problem. Minister je zagotovil, da bodo okrepili število policistov v Beli krajini in da varovanje južne meje ne bo okrnjeno zaradi policijske stavke, ki se je pričela danes. Njegovi sodelavci iz policije so povedali, da se, če lahko rečem, po belokranjsko selijo policijske ekipe iz Murske Sobote in iz ostalih delov Slovenije na naše območje s ciljem večje varnosti oziroma večje kontrole na meji. Policijska stavka je napovedana, jaz sem jo pričakoval. Za mene je to samo znak, da je treba pričeti s socialnim dialogom in verjamem, da bo našel znotraj socialnega dialoga konstruktivne rešitve.